Skoraj 40 let star seznam, ki je nastal v nekdanji skupni državi, bo kmalu prenovljen. Trenutno je v obravnavi pri strokovnjakih s področja medicine. Za ugotavljanje in določanje telesnih okvar je v Sloveniji še vedno v uporabi zastareli samoupravni sporazum iz leta 1983, dopolnjen leta 1989. Njegovo neustreznost že dalj časa prepoznavajo stroka in različna društva bolnikov, ki menijo, da bi med drugim zaradi novih terapevtskih pristopov in ugotovitev o posledicah medicinskih posegov in zdravljenj potrebovali novega, ki bi vključil tudi številne poklicne bolezni, ki jih doslej ni vključeval. Od novega seznama veliko pričakujejo gluhi, saj se je popolna izguba sluha na obeh ušesih do zdaj štela za 70% okvaro. Kot poudarja sekretar Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, Matjaž Juhart, številne raziskave s področji medicine, psihologije in sociologije pričajo o tem, da je gluhota zelo težka invalidnost, ki človeka socialno, kognitivno in intelektualno močno omejuje. Zato bi se po njegovem mnenju gluhi morala priznati 100% telesna okvara. Enakega mnenja je sodelavec za DGNS Anton Petrič, ki iz lastne izkušnje pove, da gluhim 70% okvara v ničemer ne olajšuje življenja, saj ne podpira vseh tistih pravic, ki jih imajo osebe s priznano 100% telesno okvaro. Tako bi, denimo, imeli olajšavo po zakonu o davku na motorna vozila, olajšave pri parkiranju, cestnini. Dodaja, da bi položaj gluhih lahko primerjali in izenačili s slepimi, saj gre v obeh primerih za senzorno invalidnost in slepim se 100% telesna okvara že priznava. Želi si, da bi tudi v Sloveniji sledili smernicam, uveljavljenim drugod po Evropi, kjer so klasifikacije invalidnosti popolnoma jasne, ker so pisane po vrsti invalidnosti in ne po odstotkih telesne okvare, kot to pri nas velja še po starem sistemu. Če bi v skladu s prvim odstavkom 403. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-2 v prihodnje uredili postopke ugotavljanja vrste in stopnje telesnih okvar, bi v Sloveniji omogočili enako obravnavanje potencialnih prejemnikov nadomestil za telesno okvaro, ne glede na to, ali je slednja povezana z delovnim procesom ali pa je nastala izven dela. Da bi se torej v tem primeru izenačilo gluhe, ki so to že od rojstva, s tistimi, ki so oglušeli med delom. Tudi predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, Matej Žnuderl, je poudaril, da si želijo razširitve pravice do nadomestila za invalidnost tudi na tiste osebe, ki niso izgubile vida med opravljanjem dela oziroma kot poklicno bolezen. Posamezniki, ki imajo okvare vida že iz otroštva ali mladosti, preden so vstopili v zavarovalni odnos, namreč zdaj te pravice nimajo. Pravilnik o vrstah in stopnjah telesnih okvar pripravlja delovna skupina priznanih strokovnjakov iz splošnih bolnišnic, UKC Maribor in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Trenutno je še v obravnavi na razširjenih strokovnih kolegijih posameznih medicinskih strok, v javno obravnavo pa naj bi bil dan aprila 2019, so nam sporočili z Ministrstva za zdravje.